Jesenske serenade je glasbena mladina Ljubljanska organizirala 42. po vrsti. Junija 1976 so v ljubljanskem Trubarjevem antikvariatu prvič pripravili 4 prijetne večere glasbe in poezije in s tem zapolnili prazno obdobje med koncem poletnih festivalov in pričetkom nove koncertne sezone. Tako je še danes, le da so jesenske serenade korenine pognale tudi v medvoški občini. Pa smo res veseli, kljub nepodpori države, ki že nekaj let ne podpira jesenskih serenad. Serenade so tu. Zunaj sem slišala poslušalko, obiskovalko nocojšnjih serenad, ki je rekla, pa so zopet tu jesenske serenade. Kaj lepšega slišati kot to, da poslušalci v občini Medvode čakate celo leto jesenske serenade. Medvoška občina oziroma javni zavod Sotočje je letos stopil še korak naprej. V letu kulturne dediščine so obiskovalcem večer popestrili s predstavitvijo objektov, v katerih so serenade potekale. Tudi to je medvoška posebnost. Vsaka glasbena točka je na drugi lokaciji. Celotne serenade prav s temi prizorišči, ki jih pri vas se menja, dobijo še en plus več, zaradi tega, ker poslušalec, predvsem pa glasbenik, mu je izziv. Oni se kar reče, a bom lahko jaz v tej cerkvi, a lahko z njimi zamenjam. Že poznajo te ambiente in akustika jim je izziv. Vsaka cerkev je drugače akustična in izziv glasbenika v različnih akustikah igrati je tudi velik napredek, prinaša napredek. Všeč mi pa je, da so se v občini Medvode lotili tudi tega, da pred koncertom nekaj o ambientu povedo. Paleta mladih nadarjenih glasbenikov je bila v letošnjem letu še posebej raznolika. Za vsak glasbeni okus nekaj. V župnijski cerkvi svetega Janeza Krstnika na robu Sorškega polja v Zbiljah je na strune harfe vilinske zvoke izvabljala Ursula Aščič, diplomantka Akademije za glasbo v Ljubljani, ki je magistrirala na Kraljevem konzervatoriju v Bruslju, zaključila tudi 6-letni študij pri profesorici Germain Lorenzini, častni harfistki Nacionalnega orkestra v Lyonu. Ursulo pa je štipendirala tudi flamska vlada in Ministrstvo za kulturo ter je prejemnica številnih največjih nagrad na glasbenem področju. Trenutno deluje med Norveško in Slovenijo in njeno sodelovanje na jesenskih serenadah je bilo prava poslastica. Gledalci so imeli tudi priložnost spoznati eno najstarejših glasbil na svetu, katere prve oblike so našli že v Mezopotamiji in Egiptu 3000 let pred našim štetjem, imenovano tudi glasbilo angelov, harfo. Res, da je fizično bolj zahteven, da je tehnika samega igranja, postavitve rok napornejša, ker imamo roke skozi v zraku in neke težiščne oporne točke. Poleg tega je zahtevna koordinacija skupaj s pedali, strunami, naprimer hkrati moraš gledati dirigenta, če igraš v orkestru. Je pa res, da na drugi strani ta specifičen zvok harfe, tudi njena oblika, dajmo reči barva zvoka, odtehta vse te, dajmo reči, težavne še malo stvari, vključno s transportom. Rekli ste, da je tale harfa prispela z Norveške? Ja, ta harfa je ravno kar včeraj pravočasno prispela za ta koncert iz Norveške. Kakšna harfa je to? Kaj posebnega? To je drugače, ja, meni najljubši model harf, to je Lion Healy harfa. Je sicer malo starejša in ima močan zvok, to pomeni, da tudi seže do konca velike dvorane. Imate vi kot harfistka v lasti več harf? Zaenkrat samo 2. In tale je ena izmed njih? Ja, tale, na katero sem danes igrala. Prebrala sem, da imate, bom rekla, zelo bogato kariero, kljub mladosti, izobraževanja ogromno. Kakšna je recimo vaša nadaljnja načrtovana pot kot glasbenica? Slediti svojemu osebnemu glasbenemu izrazu, biti zvesta temu,
vztrajati na svoji poti in klasično glasbo čim bolj približati tudi širšemu občinstvu. Dramska igralca Tina Uršič in Dejan Pevčevič sta v zadnjih letih nepogrešljiv del jesenskih serenad. S svojimi recitacijami povezujeta glasbene točke in naredita dogodek, ki je več kot klasičen koncert. Iz stropa in sten ponovno curlja ljubezen. Le v ljubezni vnovič razkazuje svoje smrtonosne čekanje. In moje krvoločno srce željo po krvi.
Spet je v meni polna luna, čas norosti. Zdaj mi se moje bogato znanje nič več ne pomaga. Še enkrat je ljubezen v moje telo zasejala upor. Mojega srca se je polotil nov ogenj. Prebujena ljubezen mi je odtrgala spanec. Nespečnost mi je ukradla potrpljenje. Drž je spravil vso razumnost. Ljubezen mi je odvrnila od vsakdanjega dela. Moje delo mi tako ali drugače nič vredno. Naslov koncerta Pravljični vrt, najbrž po zadnji skladbi. Kakšna rdeča nit vas je vodila pri pripravi tokratnega koncerta za jesenske serenade? Glavna nit programa je prehod iz tega v življenja v drugo. In dajmo reči nekakšna rast, preobrazba, ki se ponavadi zgodi na primer slehernemu človeku. Kakšen ambient je tale cerkev za harfo? Vi najbrž poslušate tudi z vašega vidika, igrate v velikih koncertnih dvoranah, tole je najbrž povsem drugače. Akustika je zelo prijetna, zelo zveni in se da v tej cerkvi izraziti, dajmo reči, najsubtilnejše, najtišje nianse in občutja, kar se ponavadi v velikih koncertnih dvoranah ne da. Razen če je zelo, zelo akustično, ampak kljub temu, glede na to, da je prostor tako zelo velik, si ne moremo privoščiti toliko teh nežnejših nians. Dramska igralca Tina Uršič in Dejan Pevčević sta v zadnjih letih nepogrešljiv del jesenskih serenad. S svojimi recitacijami povezujeta glasbene točke in naredita dogodek, ki je več kot klasičen koncert. Malo si tako rečem, ker včasih so se bolj pogosto menjavali, so bili nekako mladi študenti prišli, so nekako z Dejanom kar obstala, tako rečem, na glasbeni mladini jim rečem, no sej, kaj me boste zamenjali, ker povejte, z veseljem prišla poslušati, ampak se pa z veseljem vračam, meni ne naveličam se, kar so vsakič drugi glasbeniki, med letom nisem tako pridna poslušalka vseh koncertov, grem na kaj, ampak veliko premal in to mi je tudi eden od takih lepih trenutkov v letu, ko se družim z glasbeniki, ko prepletemo svoje ustvarjanja in mi je zelo veselje. Tudi v letu 2018 je en večer jesenskih serenad gostila podružnična cerkvica apostolov svetega Petra in Pavla na Ladi. Mala cerkvica je bila kot nalašč za kvartet klarinetov Avista, kjer so zbrani mladi talenti, študentje Akademije za glasbo, Aljaž Kalin Kante, Julija Vrabec, Martina Štraser in David Gregorc.
Po odmevnem uspehu in zmagi na državnem tekmovanju Temsig leta 2015 so se jim na široko odprla vrata v glasbenem svetu in tudi tokrat so publiko tako zelo navdušili, da smo dobili prvi koncertni dodatek, kar na jesenskih serenadah ni ravno v navadi. Ja, v bistvu smo se od istega profesorja in on je bil v bistvu pobudnik za to, da nas v kvartet da, ker imamo tudi predmetnik, komorna igra. In glih takrat je bil Temsig tekmovanje in je rekel, da če bi se udeležili in v kvartet skupaj dali. Kaj je pomembno, da se recimo štirje ujamete, da resnično zveni tako, kot je treba? Kaj vas najbolj združuje? Ljubezen do glasbe najbrž prvo? Ja, to je sigurno prvo. Drugo, kar je zelo pomembno tudi je, da smo radi skupaj, tako da se zelo dobro razumemo in se imamo zelo zabavne vaje imamo in tudi pol nastope in se imamo res fejst, tako da v bistvu ni neko prisilno delo ali kakorkoli, v bistvu zelo radi to počnemo. In to je ena najbolj pomembnih stvari, tako da tudi lahko pol nadaljujemo in se imamo fajn in tudi, ker dobro igramo pa tako naprej. Še fajn koncert. Davne stvari ohranjajo akordi. Nekje dvorišče v spletu Zrta Brajda na jugu za skrivnostnimi zidovi sta shranjena vodalo in kitara. Ta metež, kiš, ta čarovnija tanga pred dela voljnim letom se upira. In človek, stvarjen iz prahu in časa, manj traja kot neznatna melodija, ki vsaj je čas. Saj tango nam pokaže kalno, izmišljeno preteklost, ki pa je po svoje pravo. Nemogoč spomin. Da zavodeni od vodala smo umrli nekje za predmestnim vogalom. Študij gre najbrž počasi k koncu. Kakšna je pa vaša nadaljna pot? Kakšni načrti? Boste ostali skupaj?
Ja, želimo si, zdaj res študij gre k koncu. Ena izmed naših članic gre v Švico študirati, tako da to bo zdaj nekoliko težko. Mogoče bomo probali nadomestiti, oziroma še ne vemo, nismo se še prav dogovorili, kaj bomo s tem naredili, ampak ja, bi radi nadaljevali s to, mislim, da fajn gre in ja, se imamo fajn in bi še naprej radi nadaljevali. Ja. Tokrat sodelujete na jesenskih serenadah, kar je pravzaprav, bom rekla, ena izmed najbrž pomembnejših prelomnic v vaši karieri, glede na to, da tukaj res poiščejo najbolj tiste talentirane, najboljše glasbenike mlade. Kako ste se danes počutili tukaj na ladji v cerkvi? Kakšno je bilo vzdušje, kakšni so občutki po koncu koncerta? Meni je bilo v bistvu zelo sproščeno. Zdaj, če pa pravico povem, je bilo najbolj od teh 3 koncertov, ki smo jih do zdaj imeli. Ja, meni je bilo zelo fleten. Akustika primerna? Ja, čist fajn. Mislim, da na odru zelo v redu počutimo. Mogoče eno pikco odmeja, ampak je zato, ker je cerkev. Mogoče edin, ko smo imeli težave, da smo težko našli cerkev. Jaz sem bila tudi 3. cerkev, v kateri smo prišli, pa vprašali za, katera bo ta prava. Tako. Vedno, ko plešem, držim leva za šapo. Poznam ekstazo sokoljih krip, ko se ljubijo z nebom. In sonce in luna se včasih prepirata, kdo me bo dal zvečer spat. In če misliš, da se zabavam bolj kot kdorkoli drug na tem planetu, imaš popolnoma prav. Vedno, ko plešem, držim leva za šapo. Poznam ekstazo kril tvojega srca, ko se ljubijo z nebom. In sonce in luna se boste nekega dne prepirala, kdo te bo dal zvečer spat. Koliko vaj je potrebno, da se recimo takole lepo komponirate potem tudi v same skladbe? Ja, v bistvu mislim, da je v tem primeru bilo potrebno predvsem veliko sproščenosti, pa nekega, meni se zdi, medsebojne naklonjenosti med glasbeniki pa med mano in seveda obratno. Tako da skupne vaje prej nismo imeli nobene, smo se pred prvim koncertom dogovorili z te drobne podrobnosti, kako je glede aplauza in take stvari, ali grejo dol, ali ne grejo dol in tako. Drugač pa predvsem vadim sama, ker moram pač svoje delo jaz upraviti in tako nekako je to potekalo.
V drugi polovici septembra so se jesenske serenade preselile na drugo stran Save. Prelepa župnijska cerkev Marijinega vnebovzetja v Zgornjih Pirničah je gostila vokalno-inštrumentalno skupino Ridjamo. V njej trenutno nastopajo Neža Vasle, Anja Šinigoj, Luka Jutršek, Tine Bec in Jaka Mihelač. Tudi oni so prejemniki številnih glasbenih priznanj. Za tokratne serenade pa so pripravili renesančni izbor, a poleg tega tudi krstno izvedbo koroške ljudske Pojdem v rute, ki jo je priredil njihov član Tine Bec. Ja, skupina Ridjamo smo torej skupina 5 pevcev in inštrumentalistov, torej smo vokalno-inštrumentalna skupina, ker vsak od nas poleg tega, da se profesionalno ukvarja s petjem, tudi igra en inštrument. Sicer pa smo nekako skupaj že, ta skupina obstaja že okrog 5 let, pa se je vmes malo preimenovala. Zadnje 2 leti, oziroma 2 leti pa pol, pa nekako v tej trenutni zasedbi in pod imenom Ridjamo nastopamo. Rekli ste, da ste vsi profesionalni glasbeniki. Ja, res je, v bistvu vsi, razen mene, študirajo petje na akademskem nivoju, torej 3 so študenti na Akademiji za glasbo v Ljubljani, en pa na deželnem konzervatoriju, Koroškem deželnem konzervatoriju v Celovcu. Ja, tako da v bistvu praktično vsi imamo neko smo pevsko izobraženi. Med tisoči spoznala tvoj korak, vseh mogočih ritvih nog hileči. In še v sanjah spoznala mirni dih tvoj med tisoči pokojno spečih. S temo oči je tvoje lice naše, z ušesi mrtvili tvoj čuda smet. Če veter še tako bi pota zgladil, bi našla tvojo sled v peščenih tleh. Le več pred mnom, le kamorkoli. Če
Grešnik pred vestjo, pred mojo mislijo, nikjer ne skriješ. V tej cerkvi se zelo lepo da peti, je v bistvu zelo prijetno, ko včasih pravijo, da takole v cerkvi pomaga akustika, ne, ta odmev ima pa vedno svoje prednosti in svoje slabosti, no. Ampak danes mislim, da smo uživali tukaj, no, se je dalo zelo lepo narediti. Je renesančna glasba tista, ki vam bolj leži, vam je ljubša ali kako? Vsem nam je zelo ljuba, ne moram reči zdaj za vsakega posebej, no, če je najljubša, ampak v bistvu pri tej skupini se skušamo lotiti vsega, od renesanse do moderne, torej romantike in ljudskih pesmi, kar pač je na repertoarju. In za konec letošnjega cikla jesenskih serenad še malce zabave. Če bi bilo vreme boljše, bi nas na Vaškem trgu v Smledniku zagotovo tako zasrbele pete, da bi se našli pari plesalcev in skupaj s člani Dixie Shock Banda poplesavali v ritmu Dixilanda. Tako pa so poplesavale zgolj noge in zadovoljno kimale glave v dvorani Smleškega kulturnega doma. Koncert za mlade in stare v izvedbi priznanih glasbenikov Iztoka Pečarja, Roka Nemaniča, Marjana Petreja, Toma Juraka, Aljoše Struge in Miha Reclja. Jaz sem igral 40 let z ansamblom Šok, ker smo igrali 8-članski ansambl, vse vrste glasbe, entertainerji, posod po Sloveniji, pa v zoni tudi in tako dalje. Ker smo pa, večina nas je že starih 75 let, kar se vidi iz priloženega, ne. Sem rekel, to je pa prehudo, cele noči smo igrali, a veste, tako do 3-4 zjutraj in tako dalje, pa še domov vožnje in to. Sem rekel, glasbo imam pa rad, ne bi kar klarnet pa saksofon vrgel v kot, bom pa naredil en tak ansambl, da bomo lahko take koncerte igrali, ker ni, rečemo, poglejte, urca pa pol, dve, to se že zdrži. No, ta ideja mi je pred 15 leti padla v glavo in sem začel zbirati glasbenike, posnetke, potem tudi note sestavljati, no in tako je nastal Dixie Shock Band. Danes nas je vreme sicer pregnalo v dvorano, pa vendarle najbrž na vaših koncertih publika tudi pogosto zapleše. Absolutno. No, pred enim tednom smo igrali v Magistratu v Ljubljani, ne, in seveda smo tudi noter igrali in sta dva od zunaj na hodniku plesala, pa smo jih pa povabili, pridite tukaj pred oder pa zaplešite swing, ne, tako. No, in smo rekli, vidite, tako se pa pleše na to glasbo. In je bilo krasno, lepo ste zaplesala. In igramo tudi večkrat na teh festivalih, swingerih, no, ravno ta petek bomo igrali v Ljubljani, en klub se imenuje Dansa, no, tam pa cela dvorana pleše na to glasbo, tako da je veselje igrati, ko vidiš, da še nekdo pleše po tvojih taktih, po ritmu. No, tako da nas to veseli zelo.
ta glasba ima toliko enega žara, energije vse, tako da in melodije, ne, ni kar neki, da se kar neki brez veze igra. Točno se ve, kaj mora kdo početi, da trobenta vodi melodijo, pozavna harmonijo, vleče zraven klarinet, prepleta vse vmes, ostali ritmičari in tako dalje pa potrdijo celo zadevo. Kako pa se sicer ujamete člani ansambla med sabo? Sami ste poudarili, da je razlika med vami kar precejšnja v letih. Ja, nič hudega, če je kaj za spit, smo kar enaki. So why don't take